Danes smo vas povabili na tiskovno konferenco, da vam predstavimo našo oceno dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve po preteku enega leta. Lahko rečemo, da je bilo to ministrstvo v preteklem letu eno bolj aktivnih ministrstv v okviru vlade, čeprav program, ki so si ga zastavili in predstavili, ni bil niti približno uresničen, pa lahko nekatere ukrepe ocenjujemo kot pozitivne. Sprejetih je bilo nekaj interventnih zakonov, narekovala jih je seveda predvsem grožnja po veliki nezaposlenosti in socialni stiski. Med ukrepi na trgu dela prevladujejo bolj kratkoročni ukrepi in finančne spodbude, ni pa ukrepov, ki bi vodili k strukturnim premikom, omogočili večjo fleksibilnost in tudi nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. V letošnjem letu se nadaljujejo v aktivni politiki zaposlovanja smernice, ki so bile začrtane že v prejšnji vladi, vendar pa bi pričakovali več rešitev, ki bi pomenile dejansko prestrukturiranje delovnih mest. Predstavljena so bila tudi izhodišča modernizacije pokojninskega sistema, ki pa po naši oceni razen precej razburjenja kaj drugega niso prinesle, ker pravih in natančno utemeljenih rešitev še ni predstavljenih, prav tako tudi ne finančnih posledic. Ministrstvo je objavilo novo oceno minimalnih življenjskih stroškov, na podlagi tega naj bi določali višino socialnih transferjev in tudi druge ukrepe, vendar se kaj velikega na tem področju ni zgodilo. Zdaj pa, če grem po področjih, najprej trg dela. Danes objavljene številke so kar alarmantne, vsekakor se pa kljub številnim ukrepom brezposelnost povečuje, približujemo se številki 100 000, če pa štejemo še vse, ki so vključeni v različne izobraževanje in podobno, je pa ta številka že sedaj bistveno večja. To pomeni kar za 50–51% več brezposelnih, kot pa jih je bilo še pred dobrim letom. Sprejeli smo v tem letu 2 interventna zakona, in sicer zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in zakon o delnem povračilu nadomestila plače. Delodajalci so jih kar ugodno sprejeli, vendar pa bo sedaj potrebno analizirati, ali so dejansko zaradi teh obeh zakonov bilo dejansko ohranjenih 20 000 delovnih mest, kot trdi ministrstvo. Mi menimo, in na to smo tudi opozarjali, da bi jih bilo ohranjenih precej več, če bi recimo Slovenija podobno kot Nemčija sprejela na primer zakon o kratkotrajnem delu, morda bolje koristila sredstva iz Evropskega globalizacijskega sklada, kar so storila številna podjetja, predvsem na področju tekstilne panoge, in to bi tudi za Slovenijo pomenilo, predvsem za Muro, zelo pomemben dodatek in bi pomenil res neprecenljiva sredstva. Jaz sem v zvezi s tem zastavila vprašanje tudi ministru, ki mi je odgovoril, da je to kar komplicirano se prijaviti na ta razpis, torej za dobiti sredstva iz globalizacijskega sklada, ampak kakorkoli, če so to zmogle druge države, bi zagotovo zmogli tudi mi. Ministrstvo je za 33 milijonov evrov povečalo sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, kar smo pozdravili in pohvalili, vendar pa bi to ne pomeni nujno tudi večje učinkovitosti. Zaživelo je kar nekaj programov samozaposlovanja, vendar pa nas skrbi, da so to premalo pripravljene stvari, namreč če ni ustreznega podjetniškega znanja, to ni nobena garancija, da se bodo ti samozaposleni tudi po daljšem času ohranili kot samozaposleni, oziroma da bodo ta podjetja ali SPI zaživeli. Tudi tu je problem, ker so to ponovno sredstva, ki jih črpamo iz Evropske unije, in tu nismo preveč uspešni, tako da s malce skrbi, da ne bomo uspeli dejansko ta sredstva pokoristiti in jih tudi pokoristiti učinkovito, se pravi, da bodo posledice pozitivne. To je težava tudi obljuba, da se bodo postopki poenostavili, v bistvu se v tem letu niso uresničili, poenostavitev ni in za nekatere še vedno to predstavlja potem, je težko torej priti do teh sredstev. Ob obeh interventnih ukrepih, kjer gre v prvi vrsti za razdeljevanje denarja in po našem mnenju bolj gašenje požara, ministrstvo ni pripravilo kakšnih sistemskih ukrepov, ki bi po izteku teh 2 zakonov prinesli rešitve in zagotovili čim bolj polno zaposlenost.
Mi smo predlagali kar nekaj stvari, tudi že v prejšnjem mandatu začeli s spremembo zakona o delovnih razmerjih, ki bi ga pa seveda morali nadaljevati, predvsem v smeri večje fleksibilnosti. Del stvari se je takrat uredil, vendar pa je treba stvari nadaljevati. Mi smo poskušali to urediti tudi z tem, da smo pač poskušali delo razbremeniti določenih davkov, prispevkov. Vemo, da smo ves čas poslušali, da je slovenski delavec predrag in zato je tudi manj konkurenčen v primerjavi z drugimi. In seveda bi pričakovali nek nov paket ukrepov, predvsem na trgu dela, kot rečeno v smeri za zmanjševanje stroškov dela in pa tudi za večjo fleksibilnost, kajti razmere, kakršne so, zahtevajo zelo hitro odzivanje. S tako zakonodajo, ki imamo ta trenutek na delovno-pravnem področju, je pa to precej težko realizirati. Prav tako bi bilo potrebno sprejeti nov zakon o minimalni plači. Gre sicer za zelo enostaven zakon z enostavnimi določbami, vendar pa bi bilo potrebno določiti ponovno vsebino in višino minimalne plače. Mi smo v prejšnjem mandatu že začeli s postopnim dvigovanjem minimalne plače in smo jo poleg tega, da se je redno usklajevala, še dodatno povišali in pa tudi, kot rečeno, z razbremenitvami in davčnimi olajšavami razbremenili torej davkov in prispevkov. S tem bi morali nadaljevati, ker to pomeni tudi prestrukturiranje delovnih mest. Posebej pomembno pa je to zato, ker je popolnoma porušeno razmerje med tistimi, ki prejemajo na primer nadomestilo za brezposelnost ali pa minimalno plačo, zato potem marsikdo reče, zakaj bi pa šel delati, če dobim subvencije skoraj ravno toliko kot nekdo